Ecco, allora dan lief zvečer Rusien, smo se sretli za te trenke bot nancoj, ne, se srinđujemo. E nancoj ćemo chiacchierate pravo do terska dialetta, ne, snuotre. Quoto semea e quo pai ne. Buonasera, siamo giunti al terzo e ultimo incontro con János Ježovník, che veramente ringraziamo con tutto il cuore per il tempo che ci ha dedicato, non solo in queste 3 giornate molto interessanti, ma soprattutto per il tempo che ha dedicato alla nostra realtà negli anni scorsi. È stato un lungo lavoro il suo sul nostro territorio, che continuerà probabilmente. Tra l'altro ha lavorato anche in questi giorni, lo sa bene la Elsa, eccetera, chi è stato intervistato da János. Ćemo qui začnete allora. Ok, dober večer vsem, ki ste te neboje korađozni, ki ste prišli, antje se včera, to bo malo težko, no če je art timp. Torej, danes si bomo gledali, kako je tersko narečje razdeljeno navznoter, kakšne so razlike in kakšne so podobnosti med posameznimi govori posameznih vasi. Če se spomnimo od včeraj, to je karta slovenskih narečij in rekli smo, da je tersko narečje del primorske narečne skupine. Narečne skupine slovenskih narečij predstavljajo sodobno grupacijo, to pomeni narečja, ki v današnjem času ali pa v bližnji preteklosti nekako sobivajo v nekem skupnem kontinuumu. Ni pa nujno, da so ti dialekti tudi prišli iz istega izvora, se pravi, vsi so prišli iz neke oblike slovenščine, ampak tako rekoč iz različnih smeri so prišli in so se srečali. Če si ogledamo posamezne dele te narečne skupine, kako so v zgodovini prišli v to posebno skupino. Rezijansko narečje sodi originalno v koroško narečno ploskev. To pomeni, da se je v najstarejšem obdobju razvijalo skupaj s koroškimi narečji oziroma je bilo del teh govorov. Obsoško-idrijska narečna ploskev po drugi strani je v tem delu reprezentirana z obsoškim narečjem. Narečja, to se pravi tersko, nadiško, briško in kraško narečje, predstavljajo poseben del beneško-kraške narečne ploskve in pa en velik del notranjsko narečje in istrsko narečje sodita originalno v dolenjsko narečno ploskev, to se pravi, da sta se najprej razvijali kot del dolenjščine, potem pa so neke te novejši elementi jih nekako preplavili. In čisto na dnu imamo še čiško narečje, narečje, ki se govori v pokrajini Čičarija, ki pa ni iz slovenske osnove, ampak iz čakavske osnove, ki je danes narečje hrvaščine. Vse te razlike, kako in zakaj so te narečja, te deli razdeljeni, to smo si v bistvu ogledali včeraj in bomo danes naredili en zelo hiter, poenostavljen pregled. Če si torej ogledamo vsak del posebej in navedemo nekaj tipičnih značilnosti. Za tisti del, ki ima recimo v terskem narečju ta diftonga je, uo, se pravi besede kot so lies, beseda, nues, nuoj. In tu sicer navajam primere iz terskega narečja, ker so verjetno bližje poslušalcem, velja pa v glavnem za vse te dialekte. No, kjer najdemo te ije, uo v beneško-kraških dialektih, najdemo v rezijanščini vedno i, u. Lis, besida, nus, gnuj. Dolenjska narečja po drugi strani, tista v okolici Postojne, pa imajo, če se spomnimo, diftonge drugačnega tipa, in sicer lejs in beseda. V starejših časih pa je bilo tam ov, kjer je danes u, se pravi nus, gnuj. In včeraj sem zelo na hitro omenil tudi praslovenske nosne vokale. Se pravi, praslovenščina je imela nosna vokala en in on, ki so se pa potem nekako razvijali
usporedno s to črto, ki označuje diftongizacijo. To se pravi, tam, kjer je ije, uo, kar je tudi starejše stanje za rezijanščino, prvotno je bilo lies in bisjeda še tam, tam so se ti nosni vokali ohranili dlje časa. Se pravi, v tistih narečjih, kjer imamo danes ije in uo, ali v rezijanščini i, u, v tistem območju so se nosni vokali ohranili dlje časa. In po drugi strani, v drugih narečjih, kjer je ej in o, oziroma v dolenščini u, tam so zelo zgodaj izgubili svojo nosno kvaliteto. In tudi če danes recimo ti nosni vokali niso več ohranjeni, v slovenščini so ohranjeni samo še v nekih narečjih na Koroškem, so pa pustili svoje sledi. To se pravi, da vidimo, da imajo drugačno kakovost, drugačno vokalno kvaliteto. No, in tako na primer v terskem narečju najdemo razliko med sveta, to je santa, in sveta, to je del mondo. Sveta je imela prej nosni vokal. V poljščini, ki je ohranila nosne vokale, na primer še vedno danes tam najdemo prav nosni izgovor. In enako velja za nosni o, če rečemo v terščini ta na kosu ali terreno, to ni enako kot tu kosu ali džerlo. Oziroma o proti o. In po drugi strani se ta razlika ohranja tudi v rezijanščini, kjer je čisti vokal sveta in tisti centralizirani vokal sveta. In v dolenščini, na primer, ni te razlike. Sta in o je enako, se ne razlikuje. Še ena stvar, ki smo včeraj omenjali, je to, da se od različnih tipov tonov lahko razlikuje tudi ta refleks, temu rečemo refleks. Ne? V beneško-kraških dialektih, kjer je bil ta ton kratek, je potem se podaljšal in je postalo djelate proti djelam, kjer je bil stalno dolg. Mogoče moramo opozoriti, da ko dajem te besede, to so primeri, to ne pomeni samo v tej besedi je tako, to pomeni v tem tipu besed je še 100 ali 1000 drugih besed zadaj, to je samo za primer. No, ta primer recimo se v rezijanščini razlikuje. Imamo delat in dilan. In v dolenščini po drugi strani je pa spet enako. Dejlati, dejlam. To pomeni, diftonga nista enaka, je ije in je ej, ampak tendenca je ista, da sta se v obeh oblikah izenačila. In pa še, rekli smo, slovenski dolgi polglasnik, dolgi šva, se je v beneško-kraških dialektih spremenil v a, imamo recimo tast in tastca, medtem ko v rezijanščini imamo test, testja. In lahko gotovimo v bistvu, da se da te dve območji razdeliti s črto, a ne? In kot vidimo, imajo beneško-kraški dialekti značilnosti tako enega dela, tisto, ko je bliže rezijanščini, in drugega dela, tisto, ko je bližje recimo tu dolenskim narečjem. Ecco. To je kratka ponovitev včerajšnjega. Sì. Quindi abbiamo fatto un piccolo ripasso di questi cambiamenti che ci sono avvenuti nei nostri dialetti dai suoni iniziali del protosloveno fino poi ad oggi. No in zdaj si bomo malo gledali same razlike znotraj terskega narečja. Se pravi, tersko narečje se razteza na zelo velikem geografskem območju, od tukaj, pravzaprav skoraj povsem tukaj, pa do Breginskega kota. Kot vidimo tukaj recimo je trojezični napis, kanebola, tjanevle, čanjebola. Še en napis iz srednjega dela, to je lokalni mikrotoponim iz Plestišč, Gorenje Konac. In sem hotel slikati še kakšnega tukaj, ampak je to vreme pregrdo, tako da tamle piše mlaka in lahko. In za poskusiti bomo zdaj mogoče poslušali dva posnetka najprej iz Mažerol, je kratka pravljica, in potem še iz Subida. V Mažerolah pripoveduje tole Eleonora Komunjaro. To ni to najca bil božac, sama mama, ne so imeli malo za jesti in umru tata. Allora mama so bila črna, allora je mama na jočer ponest prenesen. Je šel ti v host, je videl lepo jabuke, šel v jabuko trhati jabuke.
A prije jedna stara žena nije mogla hoditi, stara baba buzerada i so govorili. Allora videla ha pobiti a horija, o Tonito najca, ki delaš? Sam prišel po jabuke za mojo mamo, a urži ima duno jabčico. Allora je urgo duno jabčico. O Tonito najca, urži ima še eno jabčico. Allora moj urgo še eno jabčico, però ona je ni htjela vzeti. Nahala ne pade na tla. O Tonito najca, pojdu poberima tolo jabčico, na moram sam stara. Ne, pridem doza, ki ti me ujmeš zad. Ma ne, ko te ujmem, viš kaj ne moram hoditi, sam stara. Takej on jehala, da ga je konvinčila. Prišel dotel pobiti, po jabuke prinese i da jabuka ujme, ga loš tožaki. Ga nese. Da ga ponese da muza ga skuha. Ga leža tožaki, a popotke šla. Prišla ona na počivalo, je bila trudna, imela iti scati, šoma. Nie potrebo imela iti žena. A ga lepo ložila, ona dan zid, ona počivalo, sedi je zidu, ko se opočiva. In dan, ko je šla tu v host, on je mu krinči tu ga jope, vzel on krinči, je opru žaki, na vas on od kamunje, zavezu on je vtekel. Ona lepo je vzela te žaki, a nož hor na rame, on gre, ko se te žak to najca, ko se te žak je govorila. Kar je prišla domov, je že ugrijela voda tu kotlo, tu rošnjake imela, je ugrijela voda, da ga ložno, da ga skuha, da bo jedla. Ja, kar je vsula not, vle kamunje je prehodila kot tu, a je zadnje šla v ponj. Tiste preja, da otroci se nimajo, maj fadat, tiste, ki ne poznajo. To je napravica, ki nas upravi, ki sem le majhana. In to je bilo iz Mažerol. In iz osrednjega dela je pa iz Subida in bo pripovedovala Bruna Balog. Mama Lesica za deklo. Tole pravico nam je pravila mama, ker smo bili bolno, a ker je šudaš, ol snijeh. Nje je ni več, pravica, pero je tle. Lesica je porodila, a je imela te mlade tudne jame, orza križan. Je bila nomor žalostna, zato ker jih ni mogla dojiti, ker ni imela mlijeka. Ni bilo dračko jeti, da v dan kokošar loviti kaca petelinca. Je šla tudi prve kokošarki obredla. Kokoše so počnele krakati in frfolijeti, ta zna koncati v te drogu. Gospodinja je čula in je jala, tale je Lesica. Je vzela rabje in je šledat. Ker jo je videla, je počnela klatiti do oku nje. Ta je dokliknila in zadrla roke in prosila, najme za vojboa, imam polno otrok in solačna. Gospodinja ni čakala tlata, je pustila rabje do tla. Pošluši je jala. Ni bil ti prvan te zanje bot, ki se pa šla tle krast. Ja te ću da djelo, an tako ćeš mijeti za jesti zate in za tvoje otroke. Drug dan Lesica je prišla na nje prah. Že i prek je jutranca zvonila. Baba je dala dan rmav, an dan faclet za lošto na lavu. Lesica se je zvezala rmav v oku nje in faclet pod brado. Je vzela dan leveč in je utočila vodu, ulačila vodu v šterma za napojiti živino. Je snjetila onj, pometla in orad, vekidala nuj in je nesla v malen. Za južino je so dala še nje jesti tej djelucan. Zvečer je so dal dan rmav skori od polente in od sira, in šnje še dan lončit mlijeka za te mlade. Rado je šla domov. Ker jo so vidali tmale, so štrofnili tu njo in jo so vso oblizali. So skakali in lajali tej pecitje. Je pustila dol rmav in je vetresla dol na tla vse te dobrote, ki je imela noter. Teh
Tumbi deblen je dala mlijeko. So snjedla, an se so pomatajali mor z mamo, an zad so šli spat tu njih jamu. Se so zatočili oko nje, an so zaspali. Lisica je hodila na delo vsak dan teh te žene, doc, ki so zrasli nje otroci. In za ilustracijo, to lokalno narečje je pa poznano. Ne? Okay. In če si ogledamo nekaj značilnosti terskega narečja, jaz bom začel z besedjem, potem bo glavni del seveda fonetika, ker je to moja specializacija, in na tem samo hitro morfologija in sintaksa. Torej, največji del v vsem narečju je največji del besedja, so besede, ki so podedovane iz praslovanščine, se pravi slovansko besedje, ki se je razvilo seveda v skladu z glasovnim razvojem. In te predstavljajo največji delež besedja. Imamo nekaj starejših romanizmov, prevzetih v zelo zgodnem času, ki so skupni skoraj vsemu slovanskemu svetu, zagotovo pa vsem slovenskim narečjem, naprimer recimo hlaca, križ, miza. Primeri so spet vzeti iz terskega narečja, ampak se pojavljajo tudi drugod. Potem je del besedja iz starejših obdobij nemščine in so tudi skupni večini slovenskih narečij. Te vse besede recimo poznamo tudi v srednjem prostoru. Se pravi far, most, skarje, speh, znjedar. Velik del besedja je potem seveda zaradi intenzivnega stika s furlanščino prevzeti iz tega jezika. Verjetno poznate vsi prisotni besede ajar, balet, brac, brušca, cetat, kuvjart, lec, mus, nevolt, pal, punj, sjor, toblat. No, in te besede so v bistvu tako integrirane v sistem narečja, da tudi tvorijo nove besede, predstavljajo osnovo za nove besede, ki so tvorjene potem slovanskimi priponami. Recimo golouzan, karateleć, mulice, pojate, ricotast, takate, tokeć. In en relativno majhen, ampak naraščajoč del besedja prihaja pa direktno iz knjižne italijanščine. Kilo, krema, treno, torta, recimo. Okay. No, osrednji del, tako kot smo rekli že na prvem srečanju, kot sem potem poudaril na drugem srečanju, če se določa sorodnost med jeziki ali pa tudi kako so recimo posamezni idiomi enega dialekta, magari jezika, karkoli, sorodni ali nesorodni, najbolj stabilno je glasoslovje. En del, ki velja za pravzaprav velik del primorske narečne skupine, zagotovo za tersko, nadiško, obsoško narečje, je to, da ohranjajo kvantitetna razmerja. To se pravi, da je pomembno, ali se en vokal izgovori dolgo ali kratko. Recimo razlika med dan kop ali dan lep kup je razlika, ali pa recimo pas kane in pas cintura, kratko dolgo. In po drugi strani, recimo, to je sicer značilno za manjši del primorskih narečij, ampak tudi za dolenjska in gorenjska narečja, to pa je razlikovanje tonov. To, kar smo že povedali, mislim, da dvakrat, razlika je, če rečeš nuas ali če rečeš nuas, ali pa raca qualità in raca come animale. Esatto, l'hai già detto. To je nekaj, kar je pač, kot pravim, skupno temu delu narečij, tega prostora in pa dolenjščini in gorenjščini, medtem ko preostala narečja slovenščine so to razlikovanje izgubila. To smo tudi že povedali včeraj, ampak bom še enkrat kratko ponovil. Skupne značilnosti terskega narečja. Primeri so spet iz tera, ampak veljajo pravzaprav za skoraj vse narečje. To pomeni, če smo rekli, da se je dolgi polglasnik spremenil v A, no v terščini se je vsak polglasnik spremenil v A, tudi kratki. Naprimer, namesto, kot bi rekli v srednji slovenščini, pes, dež, klanec, maček, kratek, je tukaj pas,
daš, klanac, mačak, kratak. Skupna je tudi ohranitev palatalnega, tega mehkega nj, recimo konj, njiva, svinja, in pa razvoj istega palatalnega j v j. Recimo osrednje slovensko bi rekli zemlja, ljudje, grable, je tukaj zemlja, ljudje, rabje. In pa tudi ohranitev končnega naglasa v nekaterih položajih. Konac, zena, celo, neste. To spet, kot smo rekli včeraj, to so značilnosti tega narečja, ampak ne samo tega narečja. Smo rekli, zelo podobno, v bistvu v teh primerih bi rekel, da je enako v nadiškem narečju, v delu obsoškega narečja, nekaj tudi v rezijanščini in pa še drugje. Ok, in tisto glavno, za kar smo pravzaprav danes tukaj, to so pa značilnosti, ki pa niso skupne vsemu terskemu narečju. Najprej to so karte, ki so vzete direktno iz moje dizertacije in zato niso povsem, ni vse zelo relevantno, sploh tisto, kar piše tu na vrhu, se lahko ignorira. Tam, kjer je v večinskem delu narečja čisti o, se v plestiščah, recimo kot zanimivost, pojavlja tudi diftong we. So še druge razlike, ampak so tako zelo podobni glasovi. Vidimo, da je o, tukaj je malo oži o, mogoče čanebola, je pa zelo širok o. No, in prej sem že omenil tiste, zdaj že famozne nosne vokale. In preden grem naprej, bi samo opozoril, prej smo o tem govorili, no zdaj bom tukaj na primeru pokazal v bistvu, zakaj pri tej stvari v narečju konkretno gre. Okay. Se pravi, ta rdeča zona tukaj, to je območje, kjer ne razlikujejo med nekdanjimi nosnimi vokali in nenosnimi vokali. Opozarjam, ta rdeči del, tukaj bi moral narisati en vprašaj, za viškoršo, za varh in tipano, nisem prepričan, ali to tudi drži. Uvrstil sem jih v to območje, ampak tukaj je še rezerva in je treba še raziskati. No in recimo za primer lahko vzamemo čanebolo. Besede, ki imajo etimološki, rečemo temu, navadni e, se izgovarjajo tam zelo širokim e. To je čela, met, ape, mjele. Po drugi strani pa tiste besede, ki so nekoč imele nosni e, in tukaj recimo, še enkrat mi morate verjeti na besedo, ampak lahko pa se kdo prepriča, v poljščini naprimer je tam ta nosnik še ohranjen, tudi tiste besede imajo enak izgovor. Pet in pleše je isti rezultat, ne? Se pravi, čela in pet enaka izgovorjava. In tudi za nosni o velja enako. Tiste besede, ki so imele navaden o, in tiste besede, ki so imele nosni o, imajo zelo širok o, to se pravi koža, dober, moka, zob. Okay. No, po drugi strani vidimo, da je nekaj krajev izvzetih, niso v tem območju, razlikujejo. Naprimer v plestiščah imamo zelo jasno razlikovanje. Naprimer, navadni e ima diftong je čela, mjet, medtem ko se nosni ohranja kot ozek, pet, pleše. In po drugi strani tisti o, ki smo ga že omenili, navadni o se razvije kot kveža, dweber, in nosni o se razvije v oski o, se pravi moka, zob. No in to je že, zakaj je to zelo pomembno? Questo è molto importante. Zato, ker ima sistem vokalov, teh govorov, pač dva ekstra vokala. Se pravi, sta še dva dodatna in se besede razlikujejo med sabo. No, tretja pravzaprav razlika je to, ali se ohranja ta starejši g kot tak priporniški, frikativni g, ali pa povsem odpade. Naprimer, spet primer iz plastišč, imamo gnoj, glava, grabje, gledate, igla in bogat. In po drugi strani, naprimer v teru,
ta G posem odpade. Imamo nuoj, lava, rabje, ledate, ila in boat. In to velja, to so še enkrat, to so primeri plestišča ter velja pa za celo to zono tako in za celo to zono tako. Četrta zadeva, ki loči narečje, je to, kako se odraža tisti starejši R, ki se recimo v terščini tukaj, v tukajšnjem delu razvije v R. Recimo cetartak, karst, sarp, parve, se zmarznete, sarce. In po drugi strani spet plestišča, ostane ta isti polglasnik E, imamo četrtek, krst, srp, prve, zmrznete in srce. In če primerjamo zdaj, recimo vzamemo za primer tipano. Tipana se znajde na eni strani pri tej črti, pri temle H pa na drugi strani. Recimo za primer, če bi imeli besedo, ki ima oba glasova, potem v teru se reče je artimp, recimo, v tipani je hartimp in v plestiščah je hrtimp. No, včeraj smo tudi govorili še o tem, o tipu oko ali oko. Ne? To se pravi, če je bil na koncu besede v starejšem jeziku padajoči dolgi naglas, se je v enem delu narečja pomaknil za en zlog proti začetku besede. No in ta črta ponazarja, kje se je to zgodilo. Levo od črte to stanje imamo, a ne, se je pomaknilo nazaj. Naprimer v teru se reče sieno, kokos, meso, sarce in težak. In po drugi strani v prosnidu je pa ostalo starejše stanje, senuo, kekuos, mesuo, sarceje in težak. In vmesni del je še čanebola, tukaj črtka na črta, tukaj imamo pa mešano stanje, v nekaterih besedah je tako, v nekaterih besedah je drugače, kar v bistvu kaže na to, da ta sprememba še poteka. Še en akcentski pojav je značilen samo pravzaprav za zelo majhen del narečja, torej prosnid, porčin, subit. V prosnidu recimo bi se reklo nuoža, glava, mlijeko, mlada, za pomene, ki so napisani. In po drugi strani, v večinskem delu narečja, pa kot je značilno tudi za ter, nuoža, lava, mlijeko, mlada, kar se ujema tudi v bistvu skoraj vsemi ostalimi slovenskimi narečji. Ne? In tudi v trizložnih besedah imamo podobno stvar, se reče južena, pravica, gledet, klicet. In po drugi strani, recimo v večinskem delu narečja, tudi tukaj, južena, pravica, ledate, klicate. No in če ste mogoče lahko razumeli tudi tisto, če ste bili dovolj pozorni, ko je pripovedovala druga pripovedovalka, Bruna Balog, se je slišalo takšno govorico. Še ena stvar, ta je mogoče, no, se pravi, to se dogaja pa z nenaglašenimi in kratkimi vokali. In sicer bregin, v breginju se vsak kratek E, nenaglašen ali naglašen, ampak kratek, začne izgovarjati kot A. Imamo lasica, šanažat, patalon, tata, dzija, ne, žana je zalan, špah in zat. Ecco. Podoben pojav, ampak z drugimi glasovi, pozna prosnid, ki vsak kratki A spremeni v E. Imamo mrez, bohet, je slep, čo je slab, plehuta, petok, sebota. Ja. In reč, ki je pa najbolj zabavna pa konfuzna hkrati, se pa zgodi v čaneboli, kjer se pa vsak kratki O spremeni v A. Imamo kanac, kakašar, patak, kaljeno, anje bahat, je dana trak, ne vem, moj kanj in je šarak, čo je šorok. Ne? In samo tukaj bi mogoče posebej naglasil to. Ti kraji so zelo blizu eden drugemu. Čanebola, prosnid, bregin. In je zanimivo, kako v bistvu lahko en tak majhen pojav, ki prizadene samo en glas,
zelo spremeni podobo besed. Tako da, no, ena reč, ki je značilna pa prav za Tersko dolino, se pravi, niti za celo občino Bardo, tule gre črta, se pravi za Varh je izločen, se pravi, da se nekdanji S in Š, Z in Ž, C in Č ne razlikujejo več, ampak so se zlili skupaj, vsak posebej. Ne. In zato recimo imamo na tablah tukaj okrog napisano mužac, je napisano mogoče kovčac, ne, ampak se izgovarja mužac, kovcac s takim S, Z, C. No in to potem recimo razlikuje, ker v Zavarhu se loči med pas, čintura in paš, pače, medtem pa je v drugih krajih te občine pas, čintura, pas, pače. Ali pa recimo tudi tisto, kar sem že omenil, nuos in nuos, da lahko to dam kot primer, da se razlikuje po tonu, je posledica tega, no, ravno zato lahko to naredimo, ker v drugih krajih, pa tudi v srednjeslovensko bi rekli nuos in nuoš, ne, ampak če se izgubi razlika v končnem soglasniku, pač potem ostaja samo še ton. Treba je še to naglasiti, ne, do tega je dokončno prišlo v tem delu, ampak pravzaprav vsi kraji pa izgovarjajo ta SŠ nekoliko drugače, bližje mogoče načinu, kot se izgovarja v furlanščini. V srednjih slovenskih narečjih bi recimo slišali čisti S, čisti Š, v drugih primerih ali pa Z, Ž, da dam drug primer, no, medtem ko v teh primerih je pa povsod se razlikujeta, gresta skupaj, je Z, Ž, magari. In še ena značilnost, ki je spet značilna samo za te kraje in ne za Zavarh, je pa razlikovanje med tem, ali se glas V izgovarja kot V ali V, glede na to, kateri vokal sledi. Recimo primeri iz plestišč, ki veljajo za vse, razen za to, kar je levo od črte. Recimo v plestiščih se razlikuje, če je zatem v A, O, U, potem je V. Njiva, ta na njivu in ta pod njivami, recimo. In po drugi strani, če sledi I ali E, potem imamo ta od njive, ta hnjive, recimo. No in to velja, se pravi, za vse te kraje. Po drugi strani pa v tem delu, se pravi Ter, Bardo, sedlišča in tako naprej, te razlike ni, je vedno V. Se pravi njiva, ta od njive, ta njive, ta pod njivu, ta na njivo, ta pod njivami. Ok, in zdaj spet mogoče nekaj, kar bo videti zahtevno, ampak to so karte, ki smo si jih ravno kar ogledali, samo združene. No in zelo lepo vidimo, da se izoblikujejo nekako 3 območja. Glavne črte tule, tu vidimo, da imamo kar 1, 2, 3, 4 in spodaj še 5. značilnost, a ne? Po 5 ključnih značilnostih se ti govori na desni razlikujejo od teh vseh na levi. Se pravi, ta snop črt razlikuje, ne? To so vse te različne, vse te razlike, ki smo jih prej pogledali, so združene tukaj in ta snop res lepo oddali po veliko značilnostih en del od drugih. Vmes je pa še en tak, bomo rekli, prehodni areal, neko prehodno območje, kjer so nekatere značilnosti tega dela ali pa tega dela. A ne? Tipana mogoče sodi bolj proti Viškorši, Zavarhu, Teru, plestišča, Porčin sta pa nekako vmes med obojim. Okay. Za hitro ponazoritev oblikoslovja, mogoče zraven bom še pokomentiral, kako se razlikujejo, ampak natančnejšo študijo sem delal samo na govoru Tera, se pravi z gospo Gianno Cadò. To bo ponazoritev, je značilno za Ter, večina značilnosti tudi za druge govore, ne drži pa čisto vse za vse govore. In se pravi, jaz se bom osredotočil tukaj samo na samostalnik in glagol, pač ostale verjetno ne bo časa. Se pravi, za samostalnik so značilni 3 spoli, kar je značilnost pravzaprav velike večine, če ne vseh slovanskih jezikov še danes. Imamo dankop, maskile, nalipa, feminile in nanet, anche feminile, pa noljeto, ki je pa neutro. Morda to,
srednji spol se počasi izgublja, se besede premikajo ali v ženski ali v moški spol. Recimo starejša oblika rebro ali rebra je postala nalebra. No, števila so 3, ampak najbolj živita samo ednina in množina. Recimo, je dan kop, masotar je kupe. Je na lipa so 3 lipe, poi na net so 3 nite, no lieto hanno 3 lieta. To so singolare e plurale. Dvojina se pa ohranja samo še v nekaterih oblikah. In sicer v moškem spolu in v eni od oblik ženskega spola. Tukaj ne zares, pač pa tukaj. Se pravi, so 2 lipe, eviden 2 lipe, to je drugače kot vidimo tukaj, ne? 3 lipe, lipi, oziroma lipe, ne? V ženskem spolu imamo to v 2 sklonih, drugi skloni so že nekoliko so v bistvu pluralizirani, se reče, so množinski. Medtem ko v moškem spolu se pa ohranja samo še v enem sklonu. Recimo, rečemo, so 2 je kupe, ta i je isti kot tukaj, ne? Però eviden 2 kupa, druga končnica. Posebnost, če gledamo z romanske perspektive, slovanske pa zelo razumljivo, so skloni, ki jih je 6. Se pravi, nominativo, te dan kop, te na lipa, genitivo, ene viden kupa, ole rahu, je lahko še ena dezinenca, ole ne viden lipe, poi dativo prote kupu, prote lipe, accusativo, eviden kop, ole eviden na juda, ole viden nu lipu, locativo, esita par kupu, esita par lipe, in pa strumentale zadza kupan, ena riječ, zadza lipun, še ena riječ, ne? No, na naslednji prosojnici vidim, da sem pozabil eno animacijo. Bomo preživeli. Glagolske oblike, glavne. Nedoločnik oziroma infinitiv, bi rekli eman pravete, eman nosite, je značilno tole, ta končaj, ta končnica. Supino, namenilnik, se uporablja, kadar uporabljamo ali glagol gibanja ali pa glagol začetka dejanja. Recimo, eren pravet, eren noset ali kare ocnen pravet, kare ocnen noset. Ne? Se uporabi druga forma, se pravi ta pravet, druga končnica in pa noset, druga končnica in drugačen naglas. Potem je en sedanji čas, tukaj so končnice, je še precej tipov glagolov, ne? Jaz tukaj opomba bi moral že prej povedati. Ne? Se koncentriram samo na dve vrsti glagolov ijovske spregatve, tisti, ki imajo i tukaj. Jih je pa še veliko več. Questo praven, ti praves, on prave, ano nosemo, noseta, nosil e così via. Ne? Okay. Je en velevnik, ki pa razlikuje 4 oblike, ne? Glede na to, koga nagovarjaš. Recimo prave, ne? In nose, praveta, nosita, plurale, poi če nosimo vsi skupaj, nosite lei signore, ne? Così. Sta 2 participa, 2 deležnika, in sicer aktivni in pasivni. In sicer aktivni se rabi pri, ko se dela pretekli čas ali prihodnji čas. Recimo pravov, nosov, pravili, nosili in tako dalje. Ne? Tisto, ko sem rekel, da se srednji spol izgublja, se vidi tukaj. Pač nisem uspel najti niti enega primera, nobenega deležnika srednjega spola v množini. Namesto nje se ponavadi uporablja moški spol. No in zatem je še ta pasivni deležnik,
ta pa nastopa ali za tvorbo pasiva ali pa za pridevnik. Recimo ženski spol, ta praveca ne ba polnopravljena. Ne? In še ena stvar, deležje, gerundio, torej praveć, noseć. In ti dve formi, ki sta obkroženi, to je namenilnik in deležje, sicer obstajata tudi v slovenskem knjižnem jeziku in recimo, če daš svoj tekst popraviti nekemu lektorju, bo, če boš uporabil glagol gibanja in infinitiv, bo popravil v namenilnika. Ne? To v knjižnem jeziku obstaja. Ampak je treba povedati to, da v prostem jeziku, v narečjih, v prostem govoru se pa praktično ne uporabljata. Tako da je, čeprav jih magari poznaš iz šole, je velika dragocenost videti, da se uporabljajo kot živi jezik v tem narečju. Narečje pozna dva prihodnja časa. Naprimer, najbolj tipična je glagol tiete in infinitiv. Ćum te date z rokom, cle invece ćum vam regalate te libren cle, mas brincia ne ba popletena, che forse će ta u obrijesti, se no ćum vam u obrijesti ja. Ćum date, ćum regalate, će ta obrijeste. To. No in drugi, malo manj rabljeni prihodnik, ki ima funkcijo približno, pa sumim, nisem še čisto prepričan, kot v italijanščini futuro anteriore, pa je futur glagola biti in particip. Boš videl, kar to bo in flor, na nebo več rasla, kar bo ta parsle v nedeljo, ke bo ta parsle v sabotu, nedeljo ću vam pokazati. Ne? Se pravi, prva dva primera sta samo ta futur, to in to, in v tretjem primeru, tukaj, je pa res rabljen kot tak predprihodni čas, futuro anteriore. Ne? Je še en tip preteklika, ki je v resnici izredno zanimiv, je inovacija terščine in sega, mislim, da sem to pokazal ta prvi večer, sega, mislim, da do tipane in naprej ne gre. Se pravi, to je preteklik z posebno obliko glagola biti, be, ba, bo, su bi, so be. To. Ne vem, ubi, dole v centi, videl, morijec, ne, kozi. To je zanimivo, ker mislim, to je zgolj teoretično, mislim, da se v tem bi skriva zelo stara oblika aorista glagola biti, ki je pravzaprav tako, v slovenščini je tipično, da je ni več, je izumrla. Ohranila se je nekaj časa v rezijanščini, skupaj še z enim drugim preteklim časom, medtem ko tu pa se je očitno ohranila vsaj v eni formi, ne? Okay. Spremenila funkcijo, ma oblika pero je ista. Ok, nekaj hitrega o skladnji. To verjetno vsi poznate, govorcev, kar vas je, pa ki razumete narečje. To je raba določnega in nedoločnega člena. Recimo, zat dan, tukaj je polnem pomenu, no, ure una kopu, e te druje žvile umudaja won. Te druje, ne. Kar napršla na mlada una giovane. To je v bistvu spet verjetno gre za močan vpliv romanskih jezikov, ampak tudi v osrednjem prostoru so pa pod vplivom nemščine v prvotni knjižni jezik, no, protestanti recimo pisali z določnimi in nedoločnimi členi. Še ena reč, ki smo že govorili o njej, je pa to podvajanje osebnega zaimka, ki je tudi značilno tam do tipane in naprej ne več. Ne? Ta reduplikacija. Ne? Sì, questa duplicazione. Za dan u re una kopu e te drugi žvili u mu daja von. Ti mu daš von zvili, voda nama je te ravna, nama se vzdiniti, na njema se ustaviti. Kare bo ta pršle v nediju, tisti primer odprej, ne? In kadar ni osebka direktno izraženega, se uporablja to. To ma bete pocesano, ali kar to nje bo larga in potem nekaj naprej, ne? Okay. Še dve značilnosti, en je širši, tisto prej, kar sem omenjal, ne?
To podvajanje osebnega zaimka, to smo že prvi dan rekli, to je skupna značilnost rezijanščine in terskega narečja, enega dela terskega narečja. Potem pa tako imenovani alpizem, verjetno bi rekli kar alpizmo, je strokovni termin, ki se pa uporablja v širšem prostoru skoraj vse primorske narečne skupine. To pa je dejstvo, da če imaš predlog, dodaš prislov, v tem primeru ta, tu, ce, cu. Recimo, ta na zemlju ti ložiš, balete, ne samo na zemljo, ta na zemlju. A zatna se ime ta za onuo, zatne šla dol vidan, to je in realtà dol v, drugače do vidne, pero do vidan je se zlilo. Ano enjele esemo tone barde. Eko. In potem še ena reč, ki nisem omenil, je pa tudi zelo zanimiva in spet gre za skupno inovacijo z rezijanščino. Je pa posebna oblika veznega naklona, se pravi konjunktiva. Slovanski jeziki ne poznajo konjunktiva. Ja, je v tem primeru, kot je tukaj rabljena, je pač unikatna za terščino in rezijanščino. Ja, je pa zelo, zelo verjetno, da je prevzeta iz furlanščine, ki to uporablja. Recimo, si pojel oresenu pejť, ke to drže. Dal sem gor skalo, da bi držalo. Oblikovno vidimo razliko, uporablja se oblika imperativa. Imperativ drže ni enako kot indikativ drži. Uporablja se pač, kot pišem tukaj, ke plus imperativ. In še en primer, ona na tje, ke jaje dijeli več. In spet, dijeli ni isto kot djelan. S tem bom zaključil, 5 minut preko ure, ampak okej, upam, da je bilo zanimivo za vse in mogoče kot sporočilo bi rekel, ja, tersko narečje je dragoceno narečje in ima svoje posebnosti. No, in kljub temu, da ima svoje posebnosti, ki ga delajo dragocenega, je treba pa vedno upoštevati, da je zelo podobno bližnjim narečjem in razumljivo dlje, kot gremo stran, bolje različno. No, in slovenščina je izjemno narečno razčlenjen jezik, izjemno diferenciran jezik in če bi imeli čas, bi prav nalašč dal posnetek kakšne prekmurščine, ki je še jaz jo težko razumem, no. Je čisto na drugem koncu Slovenije in ni prvi kriterij, hočem reči, tega, ali je nekaj razumljivo ali ne, ampak je treba stvari pogledati natančneje, z bolj natančno metodologijo. Eko, ano za rivet, tako, boh lune, stojta, su se lijepo, ano zbuvan.